Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v moji družbi. Moje ime je Lili Sorum, pred nami pa je junij. Le kaj nam prinaša? Danes bomo oddaji povedali, kaj iz numerološkega stališča nam 6. mesec prinaša v tem turbulentnemu letu, za katerega govorimo, da je leto sprememb, osvoboditve, nihanj. Marsikaj zanimivega nam je to leto prineslo, zato vam takoj na začetku oddaje prišepnem, da 8.6. bo v reviji Ona Plus malo daljši članek o tem, zakaj se vse to dogaja, kar se dogaja, kaj nam še prinaša preostanek leta. In kasneje tudi v poletni suzi bomo spregovorili pa že o naslednjem letu, ki je mojstrsko. In tisti, ki našo oddajo spremljate že nekaj časa, veste, da smo se tega mi pa že dotaknili. Torej, ta proces, v katerem smo, nam želi pomagati pri tem, da smo mi boljši človek in da posledično mi ustvarjamo boljši svet. In mesec junij bo v ospredje zato postavil eno izmed najbolj ključnih lekcij v življenju, kar je ljubezen do sebe. Postavljanje meja. Kako rečemo ne tistim, ki jih imamo radi? Kako rečemo ne sebi? Kako se postavimo za sebe? To je nek tak proces, ki se ga učimo, jaz temu rečem umetnost, ki se jo učimo celotno življenje. Tisti, ki ste že bili pri meni na svetovanju, veste, da pri tem zelo rada tudi vam osebno pomagam. Torej tudi 2 novi svetovanji bosta junija prišli ven, zato da gremo skupaj po tej poti izzivov in preizkušenj in tistega občutka, zakaj se to meni dogaja, zakaj vedno iste ljudi najdem, zakaj vedno verjamem in se trudim in potem se opečem. Vse se skriva v naši vibraciji, vse se skriva pa tudi v naših odzivih. Torej, če se vrnemo nazaj k vprašanju, se znate postaviti za sebe? Znate reči ne? Znate reči ne tistim, ki jih imate radi? Znate reči ne sebi? Vse to so stvari, ki bodo pred nami junija, ne se jih ustrašiti. Naj ne bo junij zato negativen mesec, kajti število 6 simbolizira tudi plodno energijo, ženstveno energijo. Energijo, ki prinaša lepe stvari, ki spreminja stvari. Torej, če vas pa zdaj malo drugače vprašam, česa si želite v odnosih? Kje si želite, da morda pa sploh ne bi bilo potrebno postavljati meje? V katerih odnosih si želite, da vam ne bi bilo potrebno sploh reči ne? Ko govorimo o samodisciplini in ljubezni do sebe, s venomer ponavljam, da tudi sebi moramo včasih postaviti mejo, kar pomeni, da ne bomo zdaj pojedli neomejene količine čipsa in alkohola in nezdrave hrane in se tudi sicer obnašali do sebe mačehovsko, nezdravo. In ko govorimo o hrani, je tukaj zelo jasno, kaj je dobro in kaj ni dobro. Ko pa govorimo o odnosih, ko govorimo o mentalni hrani, o energiji, kateri sebe izpostavljamo, kateri smo deležni, v okoljih, ki jih izbiramo, pa včasih se te meje malo zabrišejo. Zato me zdaj spet nekaj zanima. Ali ste tam, kjer ste, umirjeni? Ste srečni? Ste zadovoljni s seboj in z osebami, ki vas obdajajo? Pa naj gre za domače okolje, naj gre za službeno okolje, naj gre za trgovino, v katero greste po kruh. Kam greste na sprehod? Kako športate? Kje se razgibavate? Zdaj bomo znova malo bolj odpirali stvari. Prebrala sem že, da se da tudi iti v kino, v gledališče in tako naprej. Katere te dejavnosti boste izbirali in zakaj? Ali zato, ker zdaj znova lahko, ali zato, ker v njih uživamo? Morda nekdo prej niti ni cenil tega, da gre lahko v restavracijo na kosilo, niti ni hodil ven jesti. Zdaj, ko smo bili pa toliko časa zaprti, je pa ta prepovedan sadež, da se malo nesrečeno morda izrazim, toliko bolj privlačen. Koliko takih prepovedanih, težje dosegljivih stvari je ravno zato toliko bolj privlačnih v vašem življenju? In komu ste pa morda vi privlačni bili, dokler ste bili nedosegljivi? Kar nekaj vprašanj za ponedeljkov večer, je tako? Imamo celoten junij pred nami, dovolj časa za to, da se mi poglobimo v sebe in se pravzaprav vprašamo, kaj nas osrečuje. Kako mi definiramo ljubezen? Česa si mi želimo znotraj odnosov? Kajti nekaj, kar osrečuje mene, ni nujno, da osrečuje vas. Pojem ljubezen je pa tako zelo širok. In ko govorimo o ljubezni znotraj odnosov, je igra vlog neomejena. Kolikor ljudi, toliko jih je. Kolikor odnosov imamo, toliko vlog igramo. Ne glede na to, kako zelo bi si želeli biti brezpogojni. Ne glede na to, kako zelo si želimo doseči to brezpogojno ljubezen, ki vse sprejema. Ampak v življenju ne gre vedno tako zelo zlahka, v življenju se vedno znova pojavljajo situacije, s katerih se lahko marsičesa naučimo. In jaz si želim, da bi tale junij
v letu, ki nas nekako trese in pretresuje in nam prinaša vedno znova zanimive novosti, izzive, da bi nam ta junij prinesel točno tisto, vsem nam, kar v tem trenutku potrebujemo za nas razvoj. Čustven, duhoven, nenazadnje fizičen, psihičen in tako naprej. Torej, danes se piše 31. maj, je ponedeljek zvečer. Kako se boste jutrišnjega 1. junija lotili na drugačen način, predvsem do sebe? Kako bi lahko že zjutraj dan pričeli na drugačen način, bolj ljubeč do sebe, bolj umirjen? Kaj boste morda se vsaj potrudili izločiti ven iz svojega življenja in kaj dodati? Kaj boste povabili k sebi? Česa se boste končno naučili sprejemati? Dobrega. Imeli bomo tudi oddajo o afirmacijah in o pravilnem oblikovanju afirmacije, kajti velikokrat smo malo površni in potem si prikličemo tudi stvari, za katere potem nismo najbolj veseli. Torej o tem še v nadaljevanju moram vam povedati, da je bil fantastičen odziv na najino oddajo z Jakobom, ko smo govorili o manifestaciji. Tudi to bova še ponovila in nadgradila z vašimi novimi vprašanji. Mesec junij bo pa ponudil isto možnost, nadgradnjo nas samih. Torej, ne se ukvarjati s tem, kaj bi drugi lahko naredili bolje, pa kako bi se mi česa lotili, če bi bili nekdo drug, pa kako zelo je drugim bolje ali lažje od nas, ker v resnici ne vemo. V resnici ne vemo. In ko gledamo sebe v preteklosti, če ste za določene izbire, za določene odločitve na sebe malo jezni, pa si danes pravite, joj, če bi imel še enkrat isto možnost ali pa imela isto možnost, bi popolnoma drugače ravnal ali ravnala. A veste, danes to razmišljamo, ko vemo, kako se je določena situacija razpletla. Danes vemo, kaj se je zgodilo, ko smo se tako odločili in smo tako izbrali. Takrat nismo. Torej, kot prvo, včasih rabimo to, čemu rečemo napake. Včasih se moramo opeči. Tudi zato, da potem cenimo tisto, kar dobimo in oblikujemo in prikličemo kasneje. Če bi nam vedno v življenju vesolje, Bog, življenje, usoda, karkoli že, katerikoli izraz vam je ljubši, pred nas vedno pogrnilo rdečo preprogo in bi bilo vse tako zelo lahko dosegljivo, saj ne bi znali ceniti tega, saj ne bi znali spoštovati tega, saj se ne bi potrudili. Vprašanje, če bi se sploh kaj dosti razvijali, če bi bili vedno nekako v neki vatki, vedno v coni udobja. In ker ljudje malo, na splošno, zdaj govorim, smo nagnjeni k temu, da nam paše sedeti v fotelju, v vatki, včasih se sami zavijemo v neke iluzije, v neka prepričanja, v neka naša lastna zanikanja, včasih preprosto še nismo dovolj zreli, včasih nismo dovolj stari, včasih nimamo dovolj izkušenj, da bi razumeli določene stvari in seveda zato zadeve dojemamo bolj kot ne, nezrelo, enostransko in tako naprej. Zato pa potem včasih vstopi življenje in nas krepko pretrese. In to je smisel lanskega leta in letošnjega leta. Naslednje leto stopamo v mojstrsko leto in oblikovali bomo svoje življenje do konca življenja. V zelo posebno energijo stopamo. Torej, letošnji junij je zelo pomemben, kajti pomagal nam bo razumeti, kaj je tisto, kar hrani našo dušo. Tako kot dobra mati ve, kaj hrani njenega otročka, kdaj rabi biti nahranjen, kdaj potrebuje spanec, kdaj potrebuje počitek, kdaj je enostavno samo razigran in navihan, kdaj je morda preutrujen, pa zato tečen in ima potrebno razumevanje in pravilne prijeme za otročka. Kajti, če bi otročka vprašali, verjetno bi jedel čokolado, pa čokolino, pa čokolešnik, pa pomfrit, pa v McDonald's bi šel, pa verjetno ne bi šel spat, pa gledal bi take filme, zaradi katerih potem sploh ne bi spal. Torej, nimamo vedno potrebnega znanja, tako kot otroček, v določeni situaciji, kaj je za nas dobro. In v vsaki situaciji nekje v življenju, v neki perspektivi smo otroček. Torej, če zdaj rečemo znova, Bog, vesolje, usoda, življenje, višja sila, višji jaz, naša duša, karkoli vam je blizu, morda včasih veliko bolje ve kot mi. Zakaj potrebujemo kakšno brco v zadnjo plat, pa morda kdaj potrebujemo, da nas življenje za ušesa, da se premaknemo.
In vedno imamo to izbiro prehiteti, vedno imamo izbiro sami sebe opazovati, spoznavati, kajti tudi mi se spreminjamo in sigurno to, kar vas je osrečevalo 10 let nazaj in izpolnjevalo 10 let nazaj, se je spremenilo. Določene stvari ste prerasli, določene stvari so se dodale in prav je, da si vzamemo namerno čas za to, da spoznavamo sebe, da nahranimo sebe, da ne mara tudi sami sebe malo za ušesa, ampak ne tako, da se počutite krive. V prejšnji oddaji je Jakob zelo lepo izpostavil občutke krivde in kako zelo destruktivno je to včasih, namesto da bi bilo konstruktivno. Na YouTubeu si lahko to oddajo pogledate in pogledate tudi te definicije. Prevzemanje odgovornosti je čudovito povedal, je tudi to, da imamo možnost odgovora. Torej, v kateri situaciji v vaši preteklosti, kjer imate občutek, da se je vam zgodila krivica ali da ste vi mogoče pa res nekaj hudo zamočili, bi si želeli imeti možnost odgovora. Ker v življenju se nam vedno stvari ponavljajo z razlogom. In ta razlog je včasih morda sprememba, ta razlog je včasih tudi ogledalo, da vidimo, da smo nekaj prerasli, da vidimo, da nečemu več ne pristopamo na isti nezdrav način, pa naj gre to za odnose, naj gre za prehrano, naj gre za način življenja, predvsem pa za način dojemanja sebe. Torej, kako vi dojemate sebe? Jaz zelo rada rečem, če sem jaz zdaj vesolec, sicer v modri obleki, tokrat nimam zelene obleke na sebi, sem Marsovček, ki je padel na Zemljo in sem vas zdajle srečala in jaz ne vem, kaj je Zemlja, jaz ne vem, kaj je človek. Jaz nič ne vem kaj je Slovenija, ne vem, kaj je virus, nič ne vem. In vas srečam na ulici in vas vprašam, kdo ste vi? Kako bi vi meni, ki osnovnih pojmov ne vem, razložili in opisali, kdo ste. In to je zelo dobra vaja. Jaz predlagam, da ko se bo tale oddaja končala, da si vzamete zvezek, ne samo majhen košček papirja in da opišete sebe, tako kot bi sebe opisali Marsovcu. In ko boste končali, je zanimivo pogledati, kaj je tisto, kar ste prvo izpostavili. Ali je to vloga mama, žena, oče, direktor, sin, predsednik, športnik? Ali je to vaše poslanstvo? Ali ste napisali, da ste človek? Oziroma, je najbolje, da sem jaz zdajle kar tiho, da vam ne dam preveč predlogov. Ko boste zaključili to vajo, pojdite prebrati in opazujte, kaj je bilo tisto, kar se je vam zdelo pomembno izpostaviti na začetku. In kaj je bilo tisto, kar se je pojavilo potem, ko ste se sprostili? Ker običajno, ko začnemo pisati, niti ne vemo čisto dobro, kaj bomo napisali, pa koliko bomo napisali, pa aj preveč, aj premalo, koliko podrobnosti in tako naprej. Ampak enkrat, ko pademo noter, ko začnemo pisati, se pojavljajo tudi stvari iz neke naše podzavesti, iz nezavednega, stvari, katerim sicer morda ne bi dovolili na plano ali pa ne bi bili tiste, ki bi nam prve prišle na misel. Torej, vzemite si vsaj nekih 15-20 minut časa za to vajo in pišite najbolj osnovne definicije vas. Aj prav. Me prav zanima, kaj bo nastalo. Kdor želi, lahko to z menoj tudi deli. ls@lili-sorum.com je moj e-mail. Z veseljem bom prebrala in z nikomor tega delila. Tisti, ki ste z menoj na Instagramu in na Facebooku, veste, da velikokrat kaj sprašujem, pa potem iz vaših odgovorov naprej posnamam storije, pa nasvete in tako naprej. Nikoli pa vaših odgovorov javno ne delim na način, da bi se vedela, kdo je kaj povedal. Torej, vabljeni v komunikacijo z mano, vedno sem vesela feedbacka. Mi pa bomo zdajle pogledali po številih življenjske poti, kaj mesec junij prinaša vsakemu izmed nas. Torej, najprej bomo pogledali formulo, kako število življenjske poti izračunamo, verjamem, da jo že znamo. Toliko časa seštevamo rojstni datum, da pridemo do ene same številke. To je eno izmed naših 5 osebnih števil. V prihodnjih oddajah se bomo posvetili tudi osebnim številom, da vam malo razložim, kaj to pravzaprav pomeni. Razlaga pa naše talente in darove in tisto, kar nam je nekako prirojeno. Torej, to so tisti darovi, tisti občutki, v katerih resnično uživamo in katerih mojster naj bi bili. Vedno znova ponavljam, da ponavadi je to nam zelo samoumevno, ker nam je položeno v zibko in je to neka naša pot, po kateri hodimo in nam je strašno logična in se nam morda to niti ne zdi nič posebnega, kajti nam gre to kar z levo roko. In ker junij pričenjamo v 22. tednu, ki je mojstrski, bodo ravno ti talenti in darovi v ospredju. Tako da od 1 do 9 bomo povedali, kaj vas čaka meseca junija in kako v tem mojstrskem tednu, ko se je ta energija pričela in sprožila, kar najbolj morda svoje talente in darove okrepiti. Predvsem
pa kot smo rekli, si dati čim več časa zase. To je bila predvsem za vas, drage moje enke, tisti, ki imate seštevek rojstnega datuma 1, ste hitri, včasih prehitri, včasih ciljate in potem ne dosežete čisto vseh ciljev in zadanega na način, kot ste si zadali, kajti se vam že mudi nekam drugam. Je res, da ste oseba napredka, je res, da ste tukaj zato, da tudi svojo okolico inspirirate v temu, ampak v mesecu juniju je pomembno, da naredite nek inventurni popis sebe. Kaj vam je še pomembno? Katere stvari ste morda resnično malo preveč roko na srce naredili na pol, pa jih lahko sedaj dokončate? Katere stvari boste pa na novo pričeli v drugačni energiji? V bolj ljubeči energiji do sebe. In velika lekcija v življenju za vas je ravno sprejemanje. Vedno ste polni energije, vedno ste polni zagona. Previdevati je, da ste zelo zgodaj v življenju postali samostojni, da ste zelo zgodaj v življenju začeli razmišljati na drugačen način kot večina, ali mogoče celo malo bolj zrelo kot večina, ali malo bolj odraslo. In potem včasih v vsej tej gonji in naglici in temu, da se nam vedno nekam mudi, ker vedno so nova obzorja, katere bomo dosegli in spoznali in ničesar ne smemo zamuditi v tem življenju, a ne? Zgubimo sebe. Kje, v katerih odnosih, v katerih situacijah, v katerih navadah ste pa morda zgubili sebe. V mesecu juniju, če bo energija bremzala, če bo občutek, da hodite nazaj, če bo občutek, da se stvari komplicirajo, se vprašajte pravzaprav, kakšno sporočilo vam prinašajo? Kaj se skriva tu zadaj? Ne biti živčni, pa ne biti slabe vole, pa ničesar ne počnite na silo. Tisti, ki imate število življenjske poti 2, v tem času naj bi se pojavile osebe, ki so vam pisane na kožo. Ampak samo, če boste vi znali prepoznati, to pa je velika lekcija vas, ki tako zelo radi ustrežete drugim, ki ste razumevajoči, ki razumete običajno obe plati zgodbe in ste v teh časih še kako dragoceni, kajti ko nas življenje premetava iz enega ekstrema v drugega, seveda ste tisti, ki znate razumeti tako eno plat kot drugo plat zgodbe, dragoceni. Tistim, ki se med seboj ne razumejo, saj včasih delujete malo tako kot Google Translate. Zdaj pa mene zanima. Ali ste vi sami sebi dragoceni? Ali vi sami sebe dojemate kot pomembne v tem procesu? Ali nemara še vedno postavljate druge na prvo mesto? Veliko, kot smo to že omenili, tudi sedaj bomo velika lekcija v vašem življenju je razlikovanje med prilagoditi se in podrediti se. Torej, kje ste tudi vi morda kakšno esenco sebe izgubili že v zelo ranem otroštvu in kako jo lahko sedaj junija, v tem turbulentnem letu, ker res ne vemo, kaj se bo dogajalo drug mesec in kaj bo nas novega presenetilo, obudili in nekoga vi presenetili s popolnoma novim, morda imidžem, morda pristopom, morda načinom komuniciranja, pravzaprav kar z vami neko novo obliko vas. Jaz držim pesti. Število življenjske poti 3. Pred vami je mesec, v katerem bi lahko bili zelo ustvarjalni, polni idej. Dobro bi se mogli počutiti. Tisti notranji otrok je pri vas tako zelo prisoten, tako zelo živahen, tako zelo navihan in včasih zato tudi obsojen, naj bi se prebudil v tem času. Prisluhnite svojim idejam, prisluhnite tistim idejam in tistim željam, na katere ste že pozabili. Ki ste jih morda celo malo odmaknili, začeli zanemarjati ali pa se nekoč v življenju odločili, da so nemogoče. Včasih se mi sami odločimo, da to pa za nas ne obstaja. Pa naj gre za, ne vem, jaz pa že ne pridem na Triglav, kar mogoče ni res, z dovolj vaje, z dovolj kondicije in znanja seveda, da pridete na Triglav. Mogoče ste se odločili, da prave ljubezni pa za vas ni, ali pa pravega partnerja, partnerke. Morda ste se odločili, da ne znate kuhati, morda ste se odločili, da vam ne gre matematika, morda ste se odločili, da tuji jeziki pa res niso nekaj, kar bi vam ležalo. In veste, kaj bo življenje nazaj reklo? Pa kaj? Če gremo plesati, ali gremo biti najboljši v plesu? Kaj ni ples izraznost, kaj ni ples užitek? Kaj ni življenje izraznost in užitek? In jaz vem, da vi to razumete, ker takšni ste, ker ste izjemno kreativni, izjemno odprti, izjemno radostni. Razen kadar ne. Razen kadar se zdi, da je življenje prenaporno in da se vrata zapirajo. Torej v mesecu juniju bodite kar vi tisti, ki boste poskrbeli za to, da boste vrata sama odprli. Vedno, kadar gremo v trgovino,
Niso vedno tista vrata med nami, ki se na senzor odpirajo, je tako. So pa običajno vrata, skozi katera moramo priti. Torej, skozi katera vrata je potrebno zdaj stopiti, pa jih sami odpreti, zato da bo jutrišnji dan lepši in bolj radosten. Število življenjske poti 4. Pred vami je obdobje, v katerem bi se lahko spraševali, ali ste na pravi poti, ali delujete pravilno, kaj vas vse še čaka, kaj vse ste že dali skozi. Zelo veliko bi lahko razmišljali, jaz pa vas spodbujam, da vendarle čim več občutite. Število 6 povezujemo s čustvi, z romantiko, zaljubljenostjo in s tistim občutkom domačnosti, ko smo doma. In vam dom zelo veliko pomeni, vam občutek varnosti doma zelo veliko pomeni. Zato me predvsem zanima, ali znate vi sami sebi ta občutek podariti v vsaki situaciji. Ne samo takrat, kadar ste močni, ampak tudi takrat, kadar imate občutek, da svet okoli vas razpada. Ker tak občutek malo je letos prisoten, da stvari razpadajo, kajti pravzaprav res je temu tako. Tisto, kar naj bi bilo preživeto, tisto, kar naj ne bi šlo z nami naprej, ne vem koliko generacij, naj bi zdaj razpadalo. Ne se tega bati. Ko ste se rodili, ste bili dojenček, pa se je od takrat do danes marsikaj spremenilo, marsikatero oviro ste premagali, marsičesa ste se naučili, jesti, hoditi in tako naprej. V življenju je vedno tako. Življenje je proces in tiste štirkice, ki ste zelo zakoreninjene v tem, kdor ste, se po vsej verjetnosti letos ne počutite dobro in bi vam bilo ljubše, da se stvari ne bi tako naglo spreminjale, ampak, a veste, na koncu dneva ste vi tisti, ki date plus ali minus spremembam. Torej, dajte junija dati pred vse spremembe plus in toliko časa iskati nekaj dobrega, da boste to našli, in potem toliko časa vztrajati v tem občutku, da se boste počutili varni. In večkrat, ko boste to počeli, tisti, ki se morda malo težje soočate z nepričakovanimi, nenavadnimi in eksotičnimi spremembami, lažje bo s časom. Število življenjske poti 5. No, vi imate spremembe radi, letošnje leto je vam pisano na kožo, čeprav morda bi si zdaj želeli tudi vi malo več umirjenosti in mesec junij bo prinesel ravno to. Na nek nenavaden način bo ravno vas pritegnil nazaj k vam samim. Možno je, da se bo zgodil kakšen zelo zanimiv pogovor z vašo mamo, z ženstvenim delom vas, ne glede na to, katerega spola smo, vsi imamo in tako ženstveno kot moško energijo. Torej, kako ste lahko bolj nežni, bolj ženstveni, bolj v energiji sprejemanja, brez da bi se zraven sprožil mehanizem bega. Spremembe so vam pisane na kožo, po drugi strani pa je zelo tanka meja med tem, ali si želimo nekaj novega, nekaj drugačnega, žur in nenavadno in morda celo predrzno, morda celo tvegano, ali pravzaprav govorimo o mehanizmu bega, ko se ne želimo soočiti s tistim, kar nam ni všeč. In za vas bo mesec junij ravno tak. Po vsej verjetnosti boste deležni vsaj enega ali dveh ogledal, v katerem boste videli tudi to, kar vam ni všeč, tako pri sebi kot v svetu. In vedno imamo možnost spremembe. Če ste kaj, ste mojster spremembe. Torej, že takoj v prvem tednu junija, ki je mojsterski, kot smo rekli, uporabite točno ta dar in inspirirajte tako sebe, kot tudi druge. Število življenjske poti 6. Šestka v 6. mesecu bi znala biti zaljubljena, romantično razpoložena, pred vami so lahko čudoviti dnevi, po drugi strani pa to hrepenenje po bližini, če govorimo o neki osebi iz preteklosti, če govorimo o nekem občutku iz preteklosti, ko ste bili srečni, pa seveda lahko zbudi tudi nostalgijo in tudi malo slabše občutke. Včasih si tako zelo želimo, da bi se nekaj ponovilo, da kar menimo, da nikoli več ne bomo srečni. Nikoli več ne bomo tako zaljubljeni, ker ta oseba je bila pa več kot popolna. Včasih temu ni tako. Včasih si je preprosto potrebno dati še eno priložnost in se odpreti po tej priložnosti. Velikokrat si marsičesa želimo, pa mislimo, da tako zelo smo odprti, da tako zelo kličemo to k sebi, ampak v resnici na energijski ravni smo pa vseeno še malo tako, hvala, tam počakaj, ne bi, ker še vedno upamo, da se bo nekaj iz preteklosti ponovilo. Torej, drage moje šestke, če imate kakršnekoli repke, če tako lahko temu rečemo, iz preteklosti še prisotne, je zdaj fantastičen čas, da morda končno te zgodbe zaključite. Poglejte šestko, kako lepo je ta trebušček zaključen. Kaj je tisto, kar boste iz dane izkušnje vzeli s seboj naprej, v obliki spomina?
Kaj je pa tisto, kar boste morda spustili in nehali s sabo nositi? Če šestko še enkrat pogledamo, malo spominja na torbico. Ne v kanglico zajemati tisto, česar ne želite nositi s sabo, ampak samo tisto položite noter, česar si želite, zaprite in pojdite naprej. V mesecu juniju pred vami so nove osebe, so novi odnosi, predvsem pa nov način dojemanja vas samih. Torej, delate predvsem sami na sebi, tako kot že nekaj zadnjih let. Za vas je bilo kar nekaj napornih let zdajle. Število življenjske poti 7. Pred vami je mesec, v katerem bodo čustva malo bolj glasna, vam bodo šla tudi malo na živce, bodo določene stvari nekoliko nelogične, morda celo neracionalne, se vam bodo morda zdele celo impulzivne, morda vam bodo celo ljudje, ki vam bodo govorili, da vendarle poslušajte sebe, šli zelo na živce, ali pa tudi ne. V letošnjem letu, kar je fantastičnega zaradi energije 2021, vse gre lahko zelo v eno skrajnost ali v drugo. Torej, mene zelo zanima, v katero skrajnost boste šli pa vi. Ali bo to, to je narobe, to je narobe, to je narobe, je narobe, ali boste iskali nove poti, ali boste uživali v sebi. Število 6 kot ljubezen do sebe, namreč nas v takih obdobjih rado opomni, da je prav, da se tudi sprostite, da je prav, da se tudi pohvalite, in 7, ker ste zelo nagnjeni k perfekcionizmu, k natančnosti, k iskanju popolnosti in dvigovanju kvalitete. To je vaše mojstrstvo. To je na nek način vaše poslanstvo. In to je super. Ampak v prav čisto vsaki situaciji pa mogoče ne. Morda pa zdaj poleti si lahko vzamete malo časa tudi zase. Si lahko vzamete malo časa tudi zato, da zadihate, da se sprostite, da si kakšno stvar, ne boste verjeli, dovolite narediti tudi na pol, ali pa ne do konca, ali pa ne tako zelo dobro, kot vi veste, da se to da narediti. In veste, kaj boste opazili? Svet se ne bo podrl. Vi ne boste umrli, mogoče boste pa celo imeli več časa zase, pa za nekaj radostnega. Torej, v mesecu juniju si dovolite neke mini počitnice, karkoli to pomeni. Če zelo radi glancate doma, dajte morda to početi ob zvokih glasbe, dajte se nagraditi, ker verjamem, da če zelo radi glancate, tega ne boste nehali početi, ampak najdite način, v katerem boste vi sebe pohvalili, v katerem boste vi na sebe ponosni in v katerem boste imeli sebe radi, tudi če potem ne bo tako zelo zglancano, kot vi menite in veste, da lahko je. Kajti to je vaša lekcija v življenju in obenem mojstrstvo, ki ga predajate tudi drugim. Število življenjske poti 8. Pred vami je mesec, ki je zelo ploden, pred vsemi nami je. Vi pa ste zelo dobri v manifestaciji, v reorganizaciji svojega življenja, v svoji notranji moči. Ampak v tej svoji notranji moči ste včasih tudi prezahtevni, tako do sebe kot do življenja. Včasih morda si ne date dovolj časa, da bi se stvari premaknile naprej. Torej, junij vas bo vprašal, kdaj sebe ne marate, zakaj sebe ne marate, česa pri sebi ne marate, česa na svetu ne marate, in potem vam bo postregel ravno s tem. Torej, pejte ven iz vibracije tistega, česar si ne želite, in vse bolj ohranjajte vibracijo tega, kar pa si želite priklicati v življenju. Še enkrat bom rekel, z Jakobom smo naredili fantastično oddajo na to temo, še enkrat se mi bo pridružil, na YouTubeu si lahko to še enkrat pogledate, če te oddaje niste videli. Pojdite vase v svoje cilje. Ali so ljubeči do vas? Ali so dobri za vas? Marsikdo je ostal pri tistih ciljih, ki si jih je postavil kar nekaj let nazaj. Seveda ste se vi spremenili, okolje se je spremenilo, življenje se je spremenilo. Ali morda ti cilji so se tudi spremenili? Morda se cilji niso, ampak ali je možno, da vas to več ne osrečuje? Torej, kar nekaj vprašanj bo pred vami v tem mesecu. Bodite čim bolj iskreni do sebe, tudi če do nečesa vam ni več, je prav, da si nalijete čistega vina in nazdravite na nove cilje in postavite nove cilje. Tale šestka bo na vas vplivala zelo, zelo ugodno in plodno, zato prosim, ne zapravite tega meseca, kajti že takoj potem julija boste začeli malo bolj komplicirati, energija nas bo vse obrnila vase, v našo duhovno rast. Torej, uživajte v juniju, predvsem pa uživajte v sebi. In še število življenjske poti 9. Vi ste na glavo obrnjena šestica, se pravi, junij bi mogel biti za vas tudi prijeten mesec. Predvsem se učite sprejemati za sebe in razlikovati, kaj v resnici je dobro za vas in kaj ne. In seveda, ker imamo vedno dva ekstrema tudi, kaj je tisto, kar vi dajete. Se pravi, če kar pogledamo zdaj tole sliko, kaj je to, kar 9 spušča v morje?
Kaj je to, kar vi spuščate v okolje? Kakšen je vaš vpliv? Kdo ste vi? Kakšna je vaša energija? Kakšna je vaša vibracija? Kakšno je sporočilo, ki ga vi oddajate svetu? Število 9 namreč povezujemo z zdravilstvom, povezujemo s sočutjem, povezujemo pa seveda tudi z izzivi ravno tega. Ali znate biti sočutni do drugih in do sebe? Ali imate morda dvojna merila? Ali znate sprejemati sebe in druge? Ali morda samo druge sebe pa ne? Ali obratno? Ogromno je nijans teh vprašanj in v mesecu juniju bo ogromno dogodkov, ki vam bo dalo ogledala ravno na to. Ta proces se je pričel že maja, torej verjamem, da veste, o čemu govorim. Želim pa si, da bi iz tega morja, ki ga vidite, znali vedno znova zajeti sočutje tudi zase, ljubezen tudi zase in se zavedali, da tako kot sonček, velikokrat sijete in ste sonček nekomu, čeprav se tega ne zavedate. In verjetno to niti ni vaš namen, ampak še vedno imate vpliv na svojo okolico. Torej v juniju zaradi lekcij ljubezni do sebe bi se lahko pojavile tudi situacije, v katerih se ne boste počutili nič kaj zelo sončkasto, pa nič kaj razsvetljeno in to je fantastična priložnost za pravzaprav še zadnjo stvar, ki jo simbolizira devetka, zdravljenje sebe. Torej, to je bil pregled po številih življenjske poti. Pred nami je mesec, ki nam prinaša marsikater zanimiv pogled vase, marsikater izziv, ki se bo na koncu izkazal kot blagoslov. Torej, dragi moji, jaz se bom počasi poslovila od vas in vas ob koncu še enkrat povabila, da si pogledate malo več o numerologiji, o juniju, o vašem številu življenjske poti, tudi na moji spletni strani www.lili-sorum.com. Če imate kakšen predlog, idejo, feedback, vprašanje, pa seveda vabljeni, moj e-mail je ls@lili-sorum.com. Jaz si želim, da se bomo v naslednjem tednu znova videli in da bodo vse tiste vprašanja, ki ste jih na začetku oddaje, sem jih povedala, pa upam, da jih boste zdaj odgovorili, dolga, izčrpna, natančna in za vas dobra. In to vam želim tudi v juniju. Naj bo za vas dober. Pa, pa!